Živjo, zdravo, glodate banano iz Trsta. Preden začnemo, stisnite like, naročite se, kliknite zvonček, povejte frendom, rdeča pesa je tle za vas. Vse najboljše. Slovenija. 30 let je od dneva, ko je Republika Slovenija 25. junija uradno razglasila neodvisnost od Jugoslavije. In to je prilika, da vsak po svoje izkaže svoja čustva in pove svojo zgodbo, da nas ubija z osamosvojiteljskimi pravljicami, da se kiti z zaslugami ali pa da je kao razočaran, ker za to pa se res nismo borili. Ob 30-letnici sta dve glavni zgodbi. Ena je konzervativna, nacionalistična, torej kako je Slovenija pobegnila iz groze Jugoslavije, uresničila tisočletni sanj, zaživela v demokraciji in tako naprej, ampak ni pa bilo še dosti osamosvojitve. Še zmer vlada globoka država, Kučan. zveza komunistov in njeni nasledniki. Konzervativci torej furajo nek ekstremen antikomunizem in grobi nacionalizem, lahko rečemo tudi nacionalšovinizem. Druga je liberalna zgodba, torej kako je Slovenija pobegnila iz groze Jugoslavije, uresničila tisočleten sanj, zaživela v demokraciji, ampak osamosvojitev so zlorabili konzervativci, klerikalci Janša. in zato ni prave demokracije, ki jo je sicer v 80-ih letih izborila civilna družba. In pogosto poudarjajo, kako smo v resnici pričakovali nekaj drugega, da smo pričakovali nekaj po zgledu socialdemokraciji iz 80-ih. V glavnem liberalci furajo nek tak uizi antikomunizem in socialni liberalizem. Zdaj, če se sliši dosti podoben, je zato, ker je dosti podoben. To je pač nacionalna mitologija, ki jo širijo politiki, mediji, šolstvo, inštitucije. Osamosvojitev oziroma mednarodno pravo ne pozna tega pojma, odcepitev Slovenije od Jugoslavije se pa pač ne sliši toliko junaško. Slovenska državnost je malo starejša od 30 let. Ok, tisti nesrečni in nenaklonjeni začetki, ampak po ljudski republiki, reformah, tako imenovani Kardeljevi ustavi, so vse nacionalne pravice že zagotovljene. Torej uporaba jezika, odločanje v najvišjih organih, ustanavljanje lastnih organizacij. Odcepitev Slovenije se v bistvu ni zgodila zaradi kakšnih nacionalnih trenj. V bistvu nacionalizem, naprimer velikosrpske ideje pri Miloševiću, postanejo ful pomembne šele dosti pozno. Tam okoli 86, 87, ko je bilo že kar jasno, da Juga bo razpadla. Zakaj pa se pol gre? Denar, gospodarstvo. Jugoslavija že od 60 let naprej je sprejemala tržne reforme, liberalizacijo, bančni sektor se je osamosvojil. Vse to pripelje do tega, da pač posamezne republike začnejo med sabo tekmovati. Neenako se razvijajo in severne republike oziroma Slovenci se začnejo pritoževati, da morajo Bosancem in Kosovarjem plačevati dopuste. Zvezna vlada jih je pa nekaj silila, da ne bojo malo solidarni pač z manj razvitim jugom. In Jugoslavijo prizadene še svetovna dolžniška kriza in iz tega nastane politična kriza. Konča pa se, vemo, z vojno in genocidom. Tudi Miloševićeva kariera se začne kot bankir in konča kot vojni zločinc. Tako da kapitalizem se je začel krepiti že v Jugoslaviji. In Slovenija je pač hotla ven, ker ni hotla prispevati za manj razvite, hotla je svojo valuto, hotla se vklopiti v EU in razviti ta kapitalizem do konca. Zveza komunistov Slovenije že 85. zagovarja vključitev Slovenije v EU. In že takrat sta nekako dve skupini. Ena je ta desna, konzervativna, nacionalisti proti komunisti okoli Nove revije in tako dalje. Druga je liberalna, da je bila nekako povezana s partijo in civilno družbo, oboji pa so uresničevali iste interese. In to je kapitalistično Slovenijo. Zato to jamranje, da je folk po 30 letih razočaran, češ da nismo si za to prizadevali, dosti brezvezen. Usoda je že bila dosti zgodaj napisana. V 90 letih so sicer močni in aktivni sindikati sklenili deal s kapitalom, tako da je lep del socialističnih pridobitev preživel in temu danes rečemo socialna država. V južnih republikah, na primer, kjer tak deal ni uspel, so še bolj jasno vidni te blagodejni učinki obnove kapitalizma. Nekako se konzervativne in liberalne elite še danes borijo za prevlado. V prvih letih Slovenije smo imeli še socialdemokratske sindikate, ki pa po vstopu v EU so izgubili moč, danes ima zelo omejen vpliv.
Torej, te dve struji, konzervativci in liberalci, še danes izkoriščajo vsako krizo, da delavskemu razredu poslabšajo položaj, da pač uresničujejo še naprej interese kapitala. Tako domačega kot tujega kapitala in EU-ja kot mednarodne združbe kapitala. Zdaj je država preživela 30 let in bomo videli, koliko jih bo še. Ljudstvo je pred 30 leti verjelo naivno enim ali pa drugim. Mislim, sej Juga je imela velike težave z demokracijo, ampak za enopartijsko državo je kar nesposobno, da je bilo znotraj te ene partije toliko različnega mnenja o prihodnosti kapitalizma v Sloveniji. Da ne govorim sploh o organih te ene partije, ZSMS ali pa SZDL, ki so materialno podpirali ta različna civilna, okoljska, kulturna gibanja. Danes pa, ko vlada pluralizem jogurtov in strank, pa glede enih temeljnih vprašanj, naprimer glede kapitalizma in zasebne lastnine, vlada veliko enoumje. Cel politični parket se očitno preveč strinja okoli nekih temeljnih vprašanj, da bi sploh na volitve privabili več kot 40% ljudi, oziroma še manjši procent privabijo mladih. To je bil en tak zgodovinski šnelkurs pa refleksija ob 30-letnici odcepitve. Ne moreš se veseliti, ker z osamosvojitveno mitologijo se ne da plačati osamosvojitvenih cen stanovanj. Ne moreš pa biti niti jugonostalgik, to bi bilo neumno, ker tudi, če bi hotel nazaj, se ne da. Tako da dajmo se raje vprašati, kako bi lahko res živeli v bolj demokratičnem sistemu. Pri katerih stvareh je bila socialistična Jugoslavija uspešna, kje so bile njene napake, kako lahko v Sloveniji vzpostavimo pogoje za več solidarnosti, za več enakosti, za okoljsko vzdržno gibanje in kako bomo vse to dosegali, da ne bomo čez 30 let še kar poslušali osamosvojitvenih pravljic od takrat že res ostarelih prcev.